Jaz sem Jure Igor Ahčin, je to tako delo. Jure Ahčin. Ljubljančan, rojen leta 26, sem v gimnazijo delal, potem sem šel pa k domobrancem. Sem bil pri domobranceh skoraj leto pa 2 meseca v štabu šolske skupine pri podpolkovniku Vetrinju. In pri njemu ta je vodil domobranstvo. Unijo generalnih poveljnik, ta je bil pa ta drug. In s tem so hodili vsi oficiri, ki so prišli iz terena, dolenskega. So k temu prišli povedati in potem so se menili. No, in jaz je zelo sposoben, ne? Ja, on je bil najbolj sposoben. Ja. No, in ker je delal potem tudi proti Nemcem, je organiziral, je mislil, da bo lahko organiziral, se pravi, je začel organizirati, ampak so ga prekmaje zaprli. No, in zaradi tega so mene porabili, da bi... A vas smem prekiniti? Ja. Dajte prosim povedati, kakšne načrte je Peterlin imel, ker to je bil najbolj vzrok, da so ga zaprli. To pa strašno malo ljudi ve. Peterlin je rekel, da, to je nam povedal, da ko bo sneg skopnel, bo vzel 10, 12, 15 čet, da najboljših domobrancev in bo šel v hribe kot četnik. In se bo začel boriti proti Nemcem. Ampak je vedel, da če on to naredi, bodo Nemci bolj užaljeni kot na partizane, da ga bodo hoteli na vsak način uničiti. Zato je naročil, da naj zbirajo se mitraljeze, ki so bili češka zbroja. Te mitraljeze, ki so imeli 9 mm. Ne to skrivajo za takrat. Ampak on je hotel po marcu, da bo šel to naredil, pa so ga za Božič zaprli. Že konc leta zaprli, ja. To je. Jaz sem bil pa tam kot... Nisem bene važne osebe v tem delu, nič. Ampak za vsak slučaj, da bi šel treba kaj povedati, da sem vedel, kjer mu grem lahko in kjer ga lahko kaj obvestim. Temu se reče v nemščini Mädchen für alles. Mädchen für alles, ja, nekaj takega je bilo, ja. Kakšen imate vi spomin na podpolkovnika Peterlina? Sjaj. Kot človeka? Je bil pošten kot oficir? Bilo. Pošten do vojakov? Pošten do vojakov. Kaj pa njegova idejna usmeritev? Nekateri mu pripisujejo, da je bil pro-britanski. A je to drži? Ne vem, če je bil pro-britanski, to ne vem. Ampak on je bil z klerikalnega doma, je šel v vojsko kot aktivni oficir. In on je bil še za Jugoslavijo, ampak za kraljevo Jugoslavijo. Ampak proti okupatorju. Proti okupatorju na vsak način. Zato je hotel narediti četnike proti Nemcem, ampak je vedel, se mogel boriti proti Nemcem in proti partizanom. Ki ga hodili skupaj uničiti. A ste mi mogoče kdaj opazili kakšne njegove stike s četniki oziroma s temi nekomunistično ilegalo? Nekomunistično ilegalo ne vem. Ampak vem pa, da so bili, rečemo, kapetan Ice Riher, v Rupnikov bataljon, ki je ta veliko pomagal četnikom, ki so bili v Črnvrh. No, da je veliko pomagal. In je bilo par oficirjev, ki so to vedeli. Je bil major Tomic, kapetan Tomic je bil, Branko Leskovšek, Vesel. Tukaj zatenujem Viktor, ki je brat njegovil, ki je pozabim, ki sta potem z bitemcem nazaj šla v Slovenijo, vse jih ujeli. On je bil pro-britanski, no vem. Pro-zavezniški? To pa na vsak način. Jaz sem bil tudi, mi smo se borili za Angleže, za Amerikance. Nemci ste jemali kot nujno zlo, ne? Ja, seveda, mi moramo biti orožje, da smo lahko branili, digamo,
bilo, se pravi, ljudstvo proti partizanom. In zato smo rabili orožje, so nam dajali italijansko orožje, a ne. In to je 8 mm, ki so imeli naboji, ne. Začem Nemci so imeli pa 9 mm. In jaz sem bil pa tam tako v medkem firales, ne, da se pet temu povedati, pet temu povedati, manjkrat sem šel iskat enega v Trnov, pa mi je Peterlin rekel, oblecel v civil, šel v civil, šel ga iskat, veš, kaj je to, bom že našel, ne. Tega pelga pa za Bežigrad, bliz štadiona, tam nekam, pa bliže tle dol, proti Kolodvoru. No in sem ga tam mu dal, tako ena taka stavk je bil, mene pošilja Jana, se rečemo. In on je usvedel, da sem ta prav. In potem si tudi civilnih šel k njemu na ta glavni štab povedati, so me grdo gledali, kako reči, je bilo prepovedati. V civil so lahko bili Krenerja, Peterlin pa Ilova. Ja, seveda. Edin. Jaz sem rekel, ti reči za meni, da jaz te pošilj. Sem bil pa en Slovenc, ki je težko slovensko govoril, ampak to se pravi, je mogel biti Amerikan v Ameriki, ki je 30 let ni slovensko govoril, potem je bil pa ena zveza. Kaj? Ne vem. Vi ste bil samo kurir? Jaz sem bil samo kurir, pa za to se pravi. Jaz sem vedel, kje ima Peterlin, imel eno sobo, jaz sem na Taboru bil, to je Sokolski dom Tabor. To so me dali pa zaradi tega, ker sem bil edin prej Sokol in so rekli, ta bo Mirkovče, ki je bil prej Sokol. Je liberalc. To se pravi, jaz sem liberalc, jaz sem liberalno vzgojen. Ne politično. Ne, to se razume. Ja. No in tem, ki so ga zaprli, sva s tem Maršolom šla dol njegovo sobo, eno deko, pa sva se metala vse noter, pa mi je ta Maršol rekel, Jure, da pa skri. Ker jaz sem bil pa šef stana, se je rekli, ampak ne bilo več, navadno vojaka. Zaradi tega so me dali 100 ključov, da pa ti poiš, kjer ključ kam paše. In jaz sem tiste ključavnice gledal, pa potem je policija prišla, enkrat so imeli en depozito noter na Taborju, od so plembe. A ste vi bili takrat 3. maja na Taboru? Na Taboru. Ste imeli kakšno vlogo? Ste imeli kakšno vlogo tam? No, vlogo. Jaz bil na vratah, ker pa nisem mega poznal, sem pa vse strani. Mega poznal. Sem šel pa na telefon, pa tam Maršol šel na vrata sprijemati tiste. Ki je bilo pa konc, smo jih pa pelali. Da stražo, ki smo dali kjene. Da so šli domov. In kako je bilo to takrat? Kakšne spomine imate na to srečanje? Tam, ki je bila seja, nisem bil tam. Ampak naši politikari so hoteli biti meri voditelji. No in sam da je bil, so se talali mesta, niso se, čine so si talali, to se pravi mišenkali, ne. Je bil en kapetan, ki je bil kaplar lahko mogoče, ne. In čiste te most potem, da vam spremljali, zato pa tudi po noč, 3. maj je bil, 5. maja so bili pa vsi tele pa v Celovcu. Kdaj ste vi zapustili Ljubljano? 9. To je prav, 8. zvečer, v Krajinu smo bili še 9. Pod Ljubljanom smo bili še 10. na testa v Sloveniji. Zdaj smo šli pa skozi tunel, ki je bila tma. So vam dovolili Nemci skozi tunel? Ni bilo Nemcev. Ni bilo več? Če pa kakšen kaj hotel, mi smo bili oboroženi. Nismo bili nasiljeni, pa so bili Italijani. Edino, kar smo pomagali, smo bili civilom, z vozovi. Tiste smo si pomagali. Tem, kar so rekli, so partizani gor. Pa bili smo enih vojakov, ker to bil sam štab, smo bili vojaki, ampak nismo bili pripravljeni za akcijo tako. Vi ste šli s štabom? Štabom. No in kdo je bil vse zraven? To Maršol pa sam vojaki smo bili.
Milan Križ je bil podnarednik, od majora Križa, tudi vem, da sin, ne. To je prav, to je tadaš baratra dvoja. In potem ste vi prišli na Vetrinjsko polje, ne? Vetrinjsko polje ste prišli vi potem. Ja. In kaj se je zgodilo potem? No, ta prvo smo šli čez, so tam srpskega Nemca ustrelili, zaradi tega, ker je tanke postavilo, potem so, smo šli čez, so nas razorožili, smo šli na polje. In tem so tam oddelili, in Krener je bil general, in so mu dali ene barake, tako je bila ruta, v kot, na lev stran so dali ene barake, na desni stran so bili pa Angliži. In k njemu so dali, in on se je šel generala. Potem je pa on šel v Celovec, ne? Krener. Ni bil z vami tam na bojnem. Najprej, kako je bilo, ko so začeli vračati? Še no, Krener je bil še tako. Krener je bil vrhovni komandant, je šel v nedeljo, 10. zjutraj smo se odpeljali s Krenerjem na Črnvrh. In tam so ga poklicali nazaj v Ljubljano. On je šel, smo kamion spraznili, se dol, šel s kamionom in svojim avtom nazaj, kaj je nič general pisal. Meni se zdi, jaz nisem bil zdrav, ne vem. No, in potem je ta drugič je šel ven, pa v torek zjutraj do povdne je šel in rekel, da gre k Rusom vprašati, kako se bomo branili, katero stran bodo Rusi branili, katero bomo mi branili in tako. To je bili beli Rusi, ne? Vlasovci pa to, te Rusi. Vlasovci, ja. No in nisem več videl, Pa v Vetrinju ste ga pa spet videli? Ja, v Vetrinju smo bili pa vsak dan skupaj. Ja. In kako je bilo tam? Prvo smo bili na polju, ne? Ja. Potem so pa Krenerju dali, kje bi on, nimam pojma, ne. No, potem so pa Angliži dali Krenerju, so bile ene barake, tako sem rekel, kot bil na lev stran so bile ene barake, pa eni magazini tudi, ki so nemški magazini, ne. Na desni stran so bili pa Angliži in tam so mu dali ene 3-4 barake. In tam je imel on komando in se je bilo 10 fantov, ki tazga se je bilo. In ta maršol, ki je bil, no, on je tam sprejemal oficirja, Krener. Zakaj? Ne vem. In začeli so torej domobranci odhajati. Ja. Pa so prišle prva poročila, da nekaj ni v redu. Prvo so se odpeljali politična policija, srbski dobrovoljci Tatalovičev. Ampak oni so šli že 24. maja, ne? Ja, to je prvi transport bil. Še prej so šli domobranci. Ja. No, in od Lotiča sin, nadporočnik, je prišel nazaj povedati, da gre vlak v Jugoslavijo, da je šel. Potem so pa, kot sem rekel, ta je pravoslavc, pa hoče, da bi to so priključili Mihajlovičev, da bi domobrancev zginili, ne. So ribarijo delali tam, ne. No, potem je pa drug prišel. In drug dan, ki bi se mogli pa mi odpeljati, sem pa rekel, ne, da je, mi smo na kamionu sedeli, da bomo šli s kamionom od Krenerja v Italijo, da pripravljati teren, barake, ki bo on prišel. No, in je prišel Vule Rupnik in sta hodila gor pa dol in sta se kregala gor pa dol. In čez 10 minut ali 4 ure je Krener prišel dol, vi da greste. Mi smo bili pa jedna, ne. To ste bili vi pa Maršol? Maršol, pa 10 pobovne se je bilo. Vsi ste šli dol? Ja, in ste bili že naloženi na kamionu? Ste že gor sedeli na kamionu? Gor na kamionu, vsak je imel svoj rukzak, pa Krener imel tambor, sod nafte, benzina, pa kufar in kovček gor na kamionu. Če ne se pa on za tistim Adlerjem vozil, odprtem. In kako je to, torej,
Potem so odpeljali, potem so pa še drugi prišli nazaj povedati tudi. A ne? In enega so zaprli, ki se ga je potem po noč spustil, ker me tam maršal rekel, temu se pa krivica godi, ga hoče zaprti. Eden, ki je prišel nazaj, so ga zaprli. Ja, zaprli, podporočniki, poročniki domobranskega. In Cvetkovič, ko nekaj se je pisal. Belmečka ne bil, ne. Jaz ga nisem nikoli več videl. Kdaj ste vi osebno zvedeli, da jih vračajo v Jugoslavijo, ne pa v Italijo vozijo? Prvi dan. Prvi dan že? Prvi dan že. Ste bil vi osebno prepričan o tem? Prepričan nisem bil, ampak stvar taka, so bili pa, gremo pogledati. Je bil nadporočnik artilerc, ki je bil v Grosuplju, imel tiste kanone, šprah. Nekako tako, ja. Tisti je imel en štajerč, mečken, in je not imel eno punco, pa kovčke, pa so kratke hlače oblekel, pa je šel kaj gledati. Na področju, pa tam nekaj. No, in prije nazaj pa prav, so tam odzad partizani skrit. On ni videl tam, ampak videl, da so partizani skrit. Prav, jaz ne grem. Pa ne, pa gor, pa dol, pa ti si babjak, pa to je korbir, pa bo vse mu samo zrekli, ne. Ja, prav, imate prav, vse imate prav, on je pa zagrabil avto. Pa je šel. In se je rešil? Se je rešil. Tem je šel pa kapetan Tomic. Šel tudi kaj, za avto. Je tudi nazaj prišel in rekel, prej sem oddaleč videl partizane, nisem pričakoval pa zraven, zato ki je bil napušen, še domobranski napravljen, ne. In potem je pa še parih je prišlo povedati, a ne, tiste pa nisem videl. Ampak potem so pa vojaki, oficirje stražili, da ne bo šli. Ker oficirji so rekli, pet gremo, zginimo. Pa ne, pa ti si za Srbe, pa ti si za to, pa gor pa dol, vse so zrekli. Torej, tisti vojaki, ki so ostali, so stražili oficirje? Ja. Imam tle še imam od tega maršala zapisnik, to se pravi, on je delal za vsak dan napisal. In potem je šel v Jugoslavijo, ker je bil bolan in je vam pustil original. Tisti original sem prekopiral, pa ker sem šel čez leta 72 dol, potem, ki je bila že Slovenija, sem mu nesel original nazaj. In tam noter je napisal, jaz sem naskrivno hodil mojim prijateljem podvod, da grejo nazaj, da naj se rešijo. Pa eni so mi verjeli, drugi me niso verjeli. Ene še to, da so vojaki, njegova četa jih je stražila, da ne pošli oficirje. To je bilo na psikoza. Poklapanost verjetno ste bili? Poklapanost, ja. Ja, mi smo imeli našega Krenerja tam, ta bila dva fanta. Eden je rekel, ja, jaz grem pa z našim fantom v en čet bil. Rekel, pa ti navod, Franci, navod na umen, ne rent nazaj. Ja, ne, bo že Marija pomagala, rekel, čak, moj frat. Pomagaj si sam in Bog ti pomore. Ne pa, da ti pa nam čakal na Marijo, te bo rešila na bo, Ti sam moraš to narediti, ne, pet. Ja, ne, pa ne, gor pa dol, se ni tako hudo, pa vi ste preveč slab, mislite. Eni, ki so vedeli, niso mogli. Drugi pa niso hoteli verjeti. In Krenerja ste tudi stražili? Krenerja. Če bi nas ga ukradli, nam favor naredili. Bi bil na uslugo naredili. Ampak veste, kaj je zanimivo, gospod Ahčin, da prav nihče med vami bivšimi domobranci nima dobrega mnenja o njem. O Krenerju? Ja. No. Jaz sem bil znan, pa da je bilo enkrat 1. novembra vse svete. Leta 1944 smo bili slični.
So tam ene hajke naredili, pa gor pa dol, in je Krener prišel, in ki je križa zagledal, tam križ je bil pa poveljnik prvega bataljona, križovega bataljona. No, rekel, če lac, pa boš kakšne klobasen s komandirom. To preden so začeli govoriti še, kako kamnu in kako je vojska. Tak mnenje imam jaz. Ni pa rečen to, da je pravičen. Ne vem. Pa kako ste na to gledali, da je enostavno se preoblekel in je izginil? Zapustil Koroško. To je šel, nikome ništa, ne. Ste ga srečal kdaj v Argentini, potem tukaj v Buenos Airesu? Jaz sem se ga izogibal, Aha. ga nisem hotel videti. Ker so bili tle en, ki je bil, sluga je bil v en tovarnik, tudi jaz delal, ne. Pa ga, da se na vratah srečala polni rekel, gospod general, sem rekel, od vosoma, tukaj general, če pordira, ne, če sluga ima, no, ti mogo ga general, te podarjaš. To so, ne vem. Pa je bil domobranskega centra, da. Ja. No, ker Krener je bil inutil, to se pravi čist nemogoče. Kot vojak, kot oseba, doma, familiarno, nimam pojma, ampak drugač. In vi ste se potem tudi preoblekli v civilno? Ker bomo pa vedeli, ta zan tem tiste pot, ki bi mogel drug dan jeti, ni šel. Ampak mi nismo vedeli, ne. Smo se preoblekli, da ne stare hlače, take, za blago zamenjal, da ne. Pa se vojaš tam vrdiš. Ste šli v civilno taborišče, ali kaj? No, smo šli kar. Mi smo šli na špital, smo rekli, da gremo Linz, Linz bo Lienz. Ti bomo šli pa čez hrebe, pa potem v Italiji, to smo videli, da so že. V Italiji, da ta drug so vaši. Ja. In ste to naredili? To smo to naredili, ampak smo prišli tem do špitala, tam je pa Milan že križal, sin tega majora križa, ne. Ta je že en dan ali 2 dni prej prišel, pa je že organiziral, pa je tam pogrutil, da so oni Srbi, pa so imeli in taborišče, ampak je zavolil vseh vrst frakcij, vseh srbskih, ne. Se tu med sabo niso dobro razumeli. Med Ljotičevci, pa med četniki, pa med Dobrovoljci, srbski dobrovoljci, pa ne. Tem je bil en inženir, ki je bil en pisem, da se je en avijatičar angliški rešil, potem so nam Angliži dajali za jesti, lepo, ne. Ampak tem so pa že začeli tisti Angližem čez glavo rasti, ne. Pa hočemo to, pa hočemo tem so pa začeli, da hočemo imeti en kamion, da jih v Italijo pele. No, en dan je odločil vse tisti Angliž, kar nisem videl, niti vedel, kaj, kam so, ne, da jih odpele. Je poslal kamion, pa vse skupaj v SCNR lagar v Klagenfurt. Zaprl, no. In Milan Križ je šel z njimi. A Bojan, brat, sin, ta drugi brat. Ampak ona dva ta, ki je pa vivo, kako bi rekel, hiter, ne. Je šel kaj na vrata, pa videl, da tisti, ki reče, a se tomorrow, pa gre lahko skus. Pa se ga obrnil, je rekel, tomorrow pa je šel ven. Potem šel nazaj pa brate zgled. Prav, ti pa ti poruči. Takole ne redi, kako je tam, pa pet za mano. Čez pure sta bila bodo zunaj spet. Potem sem šla pa k Angližem delati za kuharja. In vi ste šli v špital. Ja, in potem? Tistega so pa ti Angliži poslali vse te Srbe po vse to noč. Mene ne, dva križa v SS lager. No, smo šli pa v civilne taborišče. Takrat civilne taborišče pa že prišel ravno takrat. En je prišel v špital, en je prišel pa v Lienz. In ste potem šli iz špitala v Argentino? No. Ne. Tem je bil pa tam, smo pa tam, moja mama ni nič vedela za me, ne. Pa je bila vaša mama v Ljubljani. V Ljubljani je bila? Oče in mama to v Ljubljani. Aha. No, in jaz sem hotel sporočiti, ta križeva gospa, teta, je bila že v Italiji. No, in en, ki je čez prišel, jih je poznal vse skupaj,
Rekel, jaz grem dol, pa vam povedal, da ste vi tle, potem trca se da sporočiti v Ljubljano. No. In tako so potem sporočili, ampak smo mogli s tem maršolom šla 1. novembra, je dežval, 1800 metrov visok, čez hribe, pa v Italijo. Nas skrivaj, ker so lovili policaji, avstrijski policaji lovili, pa italijanski karabinjeri. In potem ste šli v katero taborišče? Ta prvo smo šli, to vedeli smo za Monigo, in Moniga so se pa ravno takrat selili za Servigliano. No, in smo vedela to mažonstvo, to je rekel, da bo en oficir tudi, če je hodil, kontrabando delo, cigarete pa to. Ko v Italiji so vse dobili gor, v Avstriji pa nič. V Avstriji ni bilo korupcije, nič. Jaz sem imel en denar, pa sem bil v Gojzerje, pa sem šel tam take tenis copate so imeli, za 10 pesov, bi rekel, za 2 evra, se kupil. Rekel, če mi jih dajo, ja, imaš tiket, imaš tisto kartico. Nimam. Ja, pa 5 kupaj. Rekel, da dam 20 tistega. No, hočem biti tiste točke, ki so bili. In nisem mogel reči, v Italiji se vse dobili. Avto prodal, benzin prodal, zlato, cigarete, kar so to. Vse je bilo. Pa za jesti je bilo, če smo odnarci, vse. In iz taborišča ste? V Servigliano. Servigliano smo bili skoraj en let. In jaz sem v Ljubljani že delal 8. gimnazijo, ampak bolj masno delal, pa sem bil pisan na Rajko. No, in temu v taborišču so pa šolo naredili. In ste tam končali? Potem sem šel še enkrat v 8. gimnazijo, no, in sem tam končal, angleški, nemški, italijanski, slovenski, pričevanj. Potem smo bili pa en let tam v Servigliano in potem so nas cel taborišče preselili v Servigliano, to je bil Servigliano, v Senegalijo. V Senegaliji sta bila pa 2 taborišča. Pri Anconi dol, ne? Pri Anconi. Senegalija pri Anconi. Pri Anconi, ja, je bilo, no, je bilo 30 kilometrov. Tam smo bili tam v taborišču. Ta maršol so ga poznali vsi, so ga prosili potem za taboriščnega policija, brez orožja, brez vsega. No, ampak pregledavati papire, pa tiste. No, tem je še mene vzel, pa še te lepotane pobeke, ki smo do danes prišli, še pa tudi vzel, ko smo imeli za cigarete. Potem pa oni so šli, prvo so šli v Napoli. V Napoli ali v Bagnoli? Bagnoli, pa Napoli, predmete, ja, Bagnoli, Napoli. Bagnoli je 20 kilometrov. Ja, tako je. No, in tam so jih pa z vlakom peljali v Nemčijo. Mi dva z maršolom smo šla pa kasneje, ne vem zakaj, in v Napoli, tam pa nas pa niso več pošiljali. Smo imeli pa en mesec v taborišču, v Bagnoliju, no in potem so nas z vlakom peljali v Hinovo in tam je za eno tovorno ladjo, so nas pripeljali sem Rdeč križ, pasaport imela. In kdaj je to bilo? Jaz sem šel to maja leta 1948. Sem prišel... Maja že? Maja. Jaz sem prišel, sem je bil junija, 19 let sem bil star, 22 let. Zima tukaj? Kaj? Zima je začela tukaj? Ja, takrat. In tam takrat sem rojsten dan imel. A ste imeli kakšnega sorodnika tukaj? Ne, je to se prav. Ta križova gospa pa 2 bratranca, teta, so bili 2 ali 3 mesece prej že tle. So šli v Nemčijo, iz Nemčije so jih poslali intercem. A tudi? Ja, ampak tle so bili eno nemško firmo, ki so barvali, ta vojna. In ta Milan je to nemška, pa teta tudi, teta z šolo so hodila, in so rekli, da bi en tam vojna alkilirali. Veste, so jim dali 900 pezov, to se pravi 3 plače, 3 mesece kavce je bilo treba preplačati. In so jim dali,
na dober obraz. Ja. In potem so vsak mesec, da so 100 nazaj, ampak so dva fanta sta delala kot barbarja, ampak sta vedela, da midva z maršalom prideva. To sta bilo pateta. Trije so bili, so držali 300 pesov. To je bilo precej denarja takrat. No, potem čez 3 mesece sva midva še prišla, je bilo že lažje. Prej na 3 razdele, potem na 5 razdele. Ste vi tudi pomagali barvati, ali kaj? No, jaz se pa dela je bilo pa kako Verjamem, pa kaj ste delali? ta prvi sem na policijo šel biksat. Biksat, moram ima reči. Ja, seveda, znam izraz. Ja, potem en dan sem bil za makarone, fabrika za makarone, sem mogel nek 70 kg težke vreče moke, 50 metrov nazaj v Garpon. Do tretjo vrečo dol vrgel, to rekel, da nam reči. Kaj to na kako, na blagajno, 10 pesov, pa si šel. Potem so pa drugi so že delali v enih, to se pravi, tintorerija, to je barvalnica, ampak industrialna, pa tkalnica je bila v centru. Belgrana je bilo. No in sem šel na pregled in čez 2 dni sem že delal noter. Jaz sem pa tam pa hitro naprej prišel zaradi tega, ker pol tistih delavcev so tam delali, so bili nepismeni. In mene je vzel en sin od nemških Nemcev. In me je rekel, ti poslušaj, vzam se en listek pa napiš. Za belo rabiš toliko tega, toliko tega, toliko tega. Za črno barvo rabiš toliko tega, toliko tega, toliko tega. Pa se zapiš, pa za vsak slučaj. Čez 2 meseca so dve mašine, eden šel stran, potem je pa ta Nemec šel kapatas, je bil pa Polak. Pa je rekel, kam ti ga daš kaj? Ja, prosi še 2 meseca, pa že veš, ti že ve. Kako pa bo to? Ja, tem je pa prišel od sindikata argentinskega sekretata, noče napustiti enega gringota, od odzun. Ja, izseljenci. Tem je pa direktor prišel, tiste varovalnice, rekel, dobro, daj povej, kako se belo barva. Pa jaz sem rekel, se barva takole, pa takole. In pon ga vprašal, kako se pa ta plav barva. Prav, vse pa ta se vpraša. No, šefa, tam podšefa. No, potem ga pa me vprašal, kako se pa rdečo barvo dela. Tako. Kako se pa to naredi, ja, tako. Ne bi rekel, poslušaj, ta 2 meseca tle pa že vse ve. Tukaj imaš pa ti 2 let stare noter, pa ne zapometa. Potem sem pa, čez 3 mesece sem bil že makinista, to je bilo najvišja sarža, kot delavca noter v fabrika, tam smo delali, sekcija. Hitro pa šel, ampak potem se mi ni več upadl, pa ker je bilo toliko dela, smo šel v nedeljah smo hodili pa na Belgrano, ulica Belgrano, tam je bila ena cerkev in tam je bilo tega 10 zjutraj maša. In takrat so se vsi se kaj hodili in tam sem vprašal, kje ti delaš, kje stanuješ, koliko zaslužiš, kakšne novice imaš, To so prav, drugi so organizirali, sam kaj hodil. Kdaj ste šel potem prvič domov? Leta 72. Takrat je bila že 72. Ste imel potni list, argentinski potni list, 72 že? 72, ja. Še pod komunistično? Ja. Ampak so oni amnestijo naredili. Ja. Potem si šel pa dol na ambasado, pa je bil Srb. Jaz pa srbsko govoril, Sem imel dopadni srbščina. No in pa sva govorila, pa prav ja, pa ti si kaj delal, pa si ti kakšen drug, se nekaj počne. Je en drug, doktor Ahčin, ki je duhoven, pa je doktor policajt časopise pisal, ki je 15 let starejši od mene, nimam nič zraven. Ja prav, če ti lažeš, tale moj podpis le nič ne velja. Nekaj podružite. Ampak jaz bi rečel v Jugoslavijo, pa tudi nazaj, ne sam not. No, če nisi nič delal, nisi nič časga naredil, da me lahko kaznovala, majke iskali. Jaz smo v Vratak je partizan, bil. In
Očeta mama so predvsej sekirali zaradi mene. Zaradi mene, ne. In sam zato, da sem pokazal, to je bila hoštaplarija moja, a ne. Da imam uslugo naredil, da je mama pokazala, imam sina, ki je šel v Ameriko, pa iz Amerike nazaj prišel na obisk. Aha. Ker tam je šlo slabo bilo leta 72. In takrat ste jo prvič videl, ne, po vojni? Po vojni. A so vas kaj zasliševali? Na meji pa tako? Ne, in na policijo so me klicali gor pa dol, ne, to se pravi na ljubljansko občino sem se mogel javiti, ne, tam se javiti pred Tromotovjo, ne. Na Mačkovi tam. No, je bila tam ob Ja, na Mačkovi. Mačkova, ja, tam. Vi ste gor pa vprašal, kako pa kaj, pa kaj stanujem, to pa to, ste normalno povedal, ne. Pa zakaj si prišel? Očeta pa mama so stari, jih hočeš enkrat videti, ne. Se je potem oče čez 4 leta itak umrl, ne, že. In 85, ne. No, to je zaradi tega. Kaj pa brat? Kakšen odnos ste imel z bratom? Z bratom? Dober, ker tam mršol, je šel pa par mesecev prej, ker je imel infarkt, pa je šel nazaj in je dobil tam plačo za jubilacijo, tukaj penzijo od argentinsko, je tam dobil, no. In se je z bratom bil dober prijatelj, no, in je rekel, te dol prišel, je rekel, Jure, Branko te čaka. Sem rekel, no, če je v pisarno. Ja, pa ne, pa gor, pa no, sem prišel v pisarno čistko normalno. Je tam bila njegova stranica, prav, to je pa moj brat, ki je iz Argentine prišel čistko. Normalno. Dober. Dobro so se razumela, dokler se ni Slovenija osamosvojila. Pa ne več? Ker zaradi tega, ker on je bil kapo, to se pravi kapo, šef tam, ki je bil partizan, pa ne vem kaj še vse, ne, je lepo vlogo igral. Aha. No, mu je dobro šlo, je bil direktor, no in potem se pa Slovenija samosvojila, si šel pa dol, je pa moj brat temu mršolu rekel, jaz se pa Jure tu umaknem, gremo v avto na počitnice. Jure Snesna. Ja. Je šel in še to tako delč je prišel, da brat, ki je prišel, je doma prvo očeta, pa imam tam mal. Ker jaz sem šel ob 8 zvečer ven, moj brat je prišel po 2 po noč mene iskat. Skratka pa prišel, prav, da bi ga rešil. On je že videl, pa bo čakal se ti ta druge. Ja, pa je šel. Kam pa je šel? Ja, več, koliko je vsi ta drug. Kad se bolili, ne. Ker mama je bila naša, oče je bil naš, ampak mama je bila za kregace, ne. Oče je bil miren, preštudiral vse stvari, ne. Tudi se je sjavil, grem k domobrancem. Pa sem rekel, pa se ti veš, kaj je to? Se treba boriti. Je rekel, veš, malo prehmalje ti to naredil, ne. In tem ta zadnji dan, ki sem šel kaj red, pa sem učil očeta poslovice. A sem rekel, pa grem. No, očeta vprašal, kam misliš, da je prav, da grem? Je rekel, Jure. Jaz sem takrat rekel, to je prehmalj. Me niso vprašal. Če te danes rečem, Jure, pejt, se bo slab godil, boš rekel, oče, sem slab svetval. Če te rečem, ustan, pa te tle zaprejo, boš rekel, oče, slab se svetval. Ne reci tako, kaj smislo ti. Sem šel. Gospod Ahčin, najlepša hvala.